Tokrat na slovensko obalo nismo prišli samo na ribice za pojest, ampak tudi iskati najožjo ulico v Sloveniji. No, najožjo, ampak naša znanstvena žilica nam preprosto onemogoča, da bi slednje objektivno ocenili. Smo pa zato pred kratkim na našem Instagram računu ustvarili mini anketo in vas povprašali, kje v bistvu v Sloveniji najdemo najožjo ulico, po kateri se še lahko peljemo z avtomobilom. In vsi ste v en glas odgovorili Piran. Ampak potem smo Piran izločili iz igre, ker je enostavno preveč ulic zaprtih za promet. In po diskvalifikaciji se je na prvo mesto uvrstila Izola. Simpatično istrsko mestece je meka slovenskih dnevnih izletov. No, ampak Izola poleg vsega, kar spada k morju, svojim obiskovalcem ponuja nekakšen mozaik ribiške tradicije, lepote arhitekture in pa zgodovine. Te ozke zgodovinske ulice pa naj bi z lahkoto zapeljal tudi Hyundaiev malček i10. No, pa kar opravimo preventivni test po uradnem standardu NB-AT. Some jeans and my boots, and then it's time to make that morning drive. Work all day till I'm totally beat. Get back home and fall right to sleep. Alarm goes off in the morning and the cycle's complete. Work, sleep, repeat. Ali veste, kaj imajo skupnega progasta cebrica, šesteroškrgar, apaški losos, azijska koščenojezičnica, akadijski rdeči okun, totoaba in pa majhni mestni avtomobili? Vsi spadajo med ogrožene vrste. Mestni malčki postajajo vse bolj nišni, sploh v Sloveniji vse manj voznikov poseže po njih. So pa v takšnih uličicah takšni avtomobili zelo dobrodošli in pa smiselni. In dodaten smisel bo oziroma je že takšnim avtom vdahnil električni pogon. In samo še vprašanje časa je, kdaj se bo naslednik tega modela poslovil od bencina. No, smo pa pri tem avtomobilu cenili samodejni menjalnik, ker potem, tako kot pri električnem, odpade tisto nadležno spuščanje sklopke v mestni gneči. Pa čeprav samodejni menjalnik, v bistvu gre za robotiziran ročni, deluje nekako takole. Mi smo ga krstili za Cukavčka. Smo pa ta avto krstili tudi za Cukrčka. Zahvaljujoč nišnosti se namreč majhni modeli avtomobilov zdaj vse bolj zatekajo k domiselnim oblikovnim rešitvam. In lahko se strinjamo, da je oblika modela i10 nadvse prikupna in pa simpatična.
Nas je danes pozdravila močna burja, a vseeno upamo, da ste skupaj z nami vdihnili ta svež morski zrak in uživali v tem prelepem mestecu. Izola je prava izbira za vse, ki si želite slovensko obalo doživeti bolj umirjeno in pa pristno. Poleg morskih dogodivščin in pa prikupnega mesteca vabijo tudi pohodne poti po okoliških hribih in pa razgledne točke oziroma izolske vište. Nam najljubša je Belvederska.